Pa še enkrat dobrodošli, malo je zvok hecel na začetku, sem pozabil vklopiti, sem vedel, da bo nekaj začel. Najprej se moram zahvaliti Velobaru sponzorju, vsako sredo imate sprehod tam, pa čez dober teden bomo imeli tam zaključno žurko, tako da tudi vsi vabljeni od 6 naprej, sledite našemu profilu, bo več informacij gor, pa danes smo se začeli z eno nagradno igro, ko bomo podarili čelado, glih dan v živo, tako da evo, če kdo spremlja, to je to. Danes pa z mano prav poseben gost, po moje eden izmed prvih kolesarjev, ki sem jih spoznal 20 let nazaj, skoraj da ne. Če ni več. Ja, v bistvu je več, ja. Po mojem je bilo 99. Tako da ja, zdaj to že 23 let nazaj. Ko sem začel dual slalom voziti, evo, mislim, da tebe pa Bineta oziroma cel kranjski gang takrat. Tako da, Goldi, danes se ukvarjaš sicer, še vedno delaš v Velotu, kjer skrbiš za motorističen oddelek, če sem prav? Skrbim za nekaj kolesarskih znamk, kar se tiče opreme, Okay. pa motoprogram tudi, kar se tiče opreme isto. Ne. Okay. Tako da Tam drugače pa sem kolesar, močen. pa po ta novem, v bistvu tudi z motorji si se najprej malo bolj ukvarjal, oziroma si se vmes tudi še dost. Zdaj pa v bistvu danes si prišel pa zato, da boš čim več povedal o tvojemu hobiju, ki je rado že kar tudi, kako bi rekel, poleg tega, da je hobi, ti tudi kar nekaj časa tako vzame, pa ljudje so zelo zadovoljni s tem, kar narediš, no. Tako da, evo, Ja, to je super hobi si To je najdel. zmeraj lepo slišati, take besede. Ja, tako, kot si rekel, pač začel sem se s kolesi voziti par let pred tabo, ne. Takrat, ko si rekel, da 1999 sem že počasi nehal, ne, tako da mislim, da sem z 2001 s kolesi zaključil, pa sem šel na motorje, supermoto, Že? pa ja, Okay. supermoto, motocross, pa sem pa tam 2012, mislim, da nazaj spet malo v enduro, MTB enduro vode prišel, zdaj na 5 let, tako da zdaj sem pa čisto v barvah, Ja, na nitro. mislim, te spremljam po moje že kar nekaj časa, pa se mi zdi, da nazadnje sta bila kle Petra pa Mersat, ki si pobarval Carrero in ona je tako, kukar je simpel, glih tak more biti kolo in je meni je ful všeč bil. Tako, v živo je tudi Mersat, ki ga je pol sestavil, ki je dal v bistvu novodobne kose gor in se mi zdi, da vse skupaj izpade ful dober. Ja, pač želja je bila taka, ne, da je čim bolj, rekel, clean, ne, dali smo gor belo perlo, oziroma belo barvo pa perlice čez, tako da na soncu res dobro zgleda, pa par napisov, nič preveč načičkano, tako da se mi zdi, da je sam kolo dobro zgleda na koncu. Ne. Ja, mislim, se mi zdi, da te oldtimerji morajo biti taki clean, zato da pol na koncu res dobro izpade. Razen Conlago. Masteri so Ma ene, dve, tri posebne barve. sorte. Preveč. Prebral sem tudi, da si najprej si bil so te motorji začeli zanimati, oziroma bova rekla benzin, pa si šel v vojsko in pa, ko si prišel iz vojske, si s prvim denarjem kupil kolo. Pa me zanima, kako da takrat, se pravi, to je bilo ne vem kaj, 93. Kako da glih kolo, da ni te noben drug šport zanimal, ker takrat ni bilo kolesarstva tako, kot je danes. Ja, to je bila kar zanimiva zgodba. Tako kot tak mulc v tistih časih sem hotel imeti moped, ne? In takrat smo dirkali s temi APN-i, pa pol BT-ji. Pa vojska vmes preletela, presekala zadevo, ne? To divjanje okrog. In sem šel delati za Merkur, ker sem bil njihov štipendist v Gorico. In tam sem delal skoraj 2 let. Vmes pač tam sem bil cel teden, za vikend sem dan prišel in seveda takrat mulc, rekel, brez kontrole mame in ata, ne, je bilo kar živo. Ne. Tako da po kakšnem letu sem se malo zamislil, pa sem rekel pismo, ja, da se nekaj bo treba narediti, ker tole pa ne bo šlo naprej dolg časa. Ne. Precej enih klapov je bilo.
In sem si takrat pol, rekel, vsled tega kupil enega roga, no in ko je bil 21 predstav, nekaj Shimano oprema gor, na kredit na 12 mesecev. Okay. In začel kolesariti. Dobar. Tam okrog po Gorici oziroma okolici Gorice. Ne? A ti si tam živel takrat? Ali? Ja, jaz sem, se pravim, po vojski sem prišel nazaj v Merkur vprašati, če imajo kakšen posel za me, ne? Treba malo delati, ne samo okrog šivati. In so rekli, ja, v Gorici smo odprli en nov center, tam imamo frej, a greš dol. A sem razmišljal, pa sem rekel, pa kaj se je. Kaj me pa stane, grem dol malo pogledati, kako je na Primorskem, ne, in evo, skoraj 2 leti sem delal dol. Tako. Tam pa si šel v Kranj, ne? Pol sem delal, se pravi, en petek, mislim, da me je šef poklical k sebi, pa rekel, ti hočeš v ponedeljek v Kranju delati naprej. Sem rekel, kaj pa se dogaja? Rekel, kolesarski center odpiramo v mestu. In tam se res, kolesarski center se je odpiral. Tam, pač en življenje imaš, eno rutino, pa te kar en takole premakne. In rekel, ups, ampak sem se pol normalno odločil, gremo nazaj na Gorenjsko. Ja, in tam smo začeli pol prodajati kolesa, pa gremo in tako dalje. A pol si pa začel v bistvu spustil, pa si to družbo spoznal, kako je bilo? Ja, to je zelo kmalu, ker se pravi, tam je bilo 91, 92, 93, takrat me je pol, ne vem, a sem enkrat maca gledal tam eno oddajo na nacionalki o nekih spustaših tam iz Amerike, ali kje so se spušali, in to adrenalin pa brzina me izmeri zanimala. Ne? In ker sem imel kolo, rekel, wow, to bi bilo pa dobro, ne? In sem pol, ja, sem se začel tam po Kranjskih hribih nekaj spuščati, trdim velcem zadaj, kakšen vzmetenje, ni šans. In pa sem imel še malo vez v Gorici, so mi prešvercali ene mrzoki vilce, 5 ali 6 cm hoda, so imeli že hidravlični rebound, kar je bilo noro. Tako da tisti, ki sem montiral, sem šel prvič z Jošta dol, je tako letel, da ko sem prišel med ene skale, sem se seveda ustrašil, ker je bilo prehiter, ne, zabremzal in sem šel direktno na glavo. Prva izkušnja je bila dobra. Pa. Ja, ampak evo, to sem preživel, pa se nisem enostavno premislil, mi je bilo dobro, tako da smo se pol še večkrat razbili. Mislim, sedel, ko si takrat si v bistvu na najvišjem, si tudi svetoven pokal, si tudi vozil nekaj, ne? Ja. Ali svetovno prvenstvo? Ja, bil sem na 3 svetovnih prvenstvih, mislim, da sem bil, ja. Ore, Mont-Saint-Anne, ali še nekaj. Ja, Ore je bilo kaj Švedska, ne? Ore je Švedska, ja. Mori rezultati v glavnem. Pa se mi zdi, da na začetku cajt je bil, takrat je bil najbolj, kako bi temu rekel, najbolj podoben 70 rok zvezdam. Ja, sicer ok, na parih je že malo izstopal, pač pri nas je bil Felc zelo, rekel, iz teh testnih vod, je že malo vedel, kako se trenira, ne. Svetovno vojo, Ankarolin, Šasov, so bili pač in talenti in garači. Steve Pitt je šel na pivo, ne, tako kot mi takrat, tako da... Vsem je bil on vzornik. Ja, sej... Recimo Ore, oziroma ne, Quebec, se pravi, je bil zanimiv, ne, ker smo zmagali na koncu ekipno v pitju piva. V enem šotoru smo se pomerali z lokalnimi prostovoljci in smo dobili pol en lep plakat, ki nam ga je lastnik je vštarije, ki je pač to pelala. Kdo ste pa bili, kdo je pa zastopil? Ja, Felc je bil zraven, Šoren, Mitja, še enih par, enih 5-6 nas je bilo, tako da tisti je bil tak lep spomin. Ne? Pa tudi, se pravi, da si zmagal eno prvenstvo. Eno sem bil svetovni prvak, ja. Hvala Bogu, vsaj nekje. Za une cajte, se mogoče spomniš, je bila kakšna taka proga, da je res izstopala, ali pa da ti je bila zelo všeč, ko se pravi govoriva o spustu, da je bila mogoče pred vsemi, ker vozil si praktičen,
tehta boljših za une cajte na kar dostih, a pa kaj si najbolj gledal pri progi, da je nekaj posebenega, no? Kako bom preživel. Ja, zdaj, oni časi so bili pač taki, da proge so bile zelo, rekel, še naravne, ne, brez kakšnih umetnih skokov večjih, korenine skale in vse to. Tudi bistveno daljše so bile, to se je recimo na začetku se je vozilo 15 minut. To je enduro dirka, ne, če lahko tako pogledaš. 15 minut. Ja, to je bila res, res dolga. In cel kup enega poganjanja vmes in tako naprej. Tako da, zdaj tako bom rekel, ok, Maribor hvalijo, tudi meni je bila dobra, meni je všeč, vsega je bilo dosti, takrat je malo teh skokov pa tako naprej. Tako da, nimam neke favorit treka, ker enostavno vsaka dirka je bila en svoj izziv, pa tudi niti nismo toliko gledali na to. Ne. Pač nam je bilo fino, da smo se spuščali, ali pa saj meni, da smo se dobro imeli od petka do nedelje. Da je bila družba ta prava. Tako da petek je bil ponovadi bolj tak dan za tekoči trening. Veliko smo hidrirali, tako da sobota je bila pol nek ogled proge, to še danes nadaljujemo. Minister za zdravje priporoča. Jaz se malo je treba, za zdravje je treba malo nazdraviti vsake tako cajta. Hidracija je pomembna. Ja. Tako da nimam neke take proge, da bi rekel, wow, tlej pa nor. Pač, meni je bila vsaka, mi je bila fina, vsaka malo drugačna, ok, smo tudi pogledali vse. Tako da Maribor itak, Jošt, legendarna proga. Jaz ga nimam v dobrem spominu. Že na vrhu? Ne, po spodnji korenini. Aha, čez Sergiotovo tam. V bistvu tam sem še prišel, pa je bil pa tak ovink in je bilo neki mokro in je tam kaj polhan koreninc, ne? Ja. In ena mi je samo vzela in me je samo vrgal direkt v drevo, pa 30-40 na uro in so me samo odpalali. Takrat je bilo kar, in mislim, da to je bila pol ta zadnja dirka v spustu, ki se je vozil. Ja. Tako da, to je bilo kar pesno. Eni prej, eni kasneje. Ja, sej, ne.